Pozdravljene, drage ljubiteljice lepe besede in drugi. Dobrodošli znova v besedi tedna. Naša vlada je v želji po miru na Bližnjem vzhodu napovedala priznanje Palestine. Naša opozicija vlado opominja, da se s priznanjem nikamor ne mudi, saj se je 75 let star konflikt med Palestinci in Izraelci začel šele 7. oktobra lani. S prav takšno zgodovino prikrajšanega spomina se ne strinja skupina študentov in študent, ki je v znak podpore palestinskemu upiranju proti okupaciji zasedla prostore na Fakulteti za družbene vede. Ja, vojna v Gazi postaja vedno bolj tudi naša domača politična tema. Nekateri komentatorji trdijo, da se ob vseh posnetkih izraelskega gaženja Gaze obdobje neomajne zahodne podpore Izraelu končuje. Temu morda priča tudi dejstvo, da je Evropska unija in z njo tudi Slovenija Izraelu izrekla prve sankcije. Seveda ne državi Izrael kot taki, temveč njenim državljanom. Seveda ne vsem, temveč tistim, ki so se v nasprotju z mednarodnim pravom trajno naselili na okupiranem območju Zahodnega brega. Seveda ne vsem 700 tisoč naseljencem, temveč tistim med njimi, ki so nasilni do tamkajšnjega palestinskega prebivalstva. Seveda ne vsem tisočim nasilnežem, temveč tistim najbolj skrajno nasilnim, natančneje 4 skrajno nasilnim naseljencem. Ja, kar 4 smo izrekli sankcije, oziroma kar 4 skrajno nasilnim naseljencem smo izrekli prepoved potovanja v evropske države. Ja, ko se Evropska unija razjezi, z njo šale ni. V eni izmed številnih oddaj posvečenih Izraelu in Palestini je eden izmed strokovnih komentatorjev besedo naseljenci pomotoma izgovoril kot nasiljenci. Na našem inštitutu za konfliktno jezikoslovje smo se s kolegi samo spogledali in rekli, beseda tedna. Nasiljenec. Nekdo, ki se na silo naseli na določeno območje in tam izvaja nasilje nad lokalnim prebivalstvom. Nasiljenec. Napovedano slovensko priznanje države Palestine bo seveda samo simbolično dejanje, saj na terenu palestinska država trenutno ne more zaživeti, ker so ji še vedno na poti izraelska okupatorska vojska in pa številni nasiljenci, kar je bila naša tokratna beseda tedna.